Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo Sonjo Benčina, uspešno strelko, ki je na edini letošnji tekmi prve A državne lige osvojila 3. mesto. Sonja, lep pozdrav. Živijo, Erik. Orožje je večinoma v domeni moških, pa me zanima, kako ste se sami srečali s to športno panogo? Nekje na začetku osnovne šole najbrž iz čiste radovednosti, potem pa me ta neka ponovljivost pa meditativnost športa najbrž zadržala na strelišču. Drugače pa zanimivo, da rečete v domeni moških, ker mislim, da je to eden redkih, če ne prav edini šport, kjer lahko moški in ženske tekmujejo v enotni konkurenci in so si recimo tudi na svetovnem nivoju povsem izenačeni. Če pa se lahko malo pohvalim, kar se tiče Slovenije, so rezultati žensk celo precej višji. Zanimiv podatek. Sicer pa vrniva se k vašim začetkom. Najbrž ste začeli v strelskem društvu Jožeta Mihevca Idrija, ki ima kar lepo tradicijo. Drži. Začele smo nekako skupaj jaz, pa Maja Leskovec, pa sestra Tina, pod trenerskim vodstvom Elvire Vončina, ki se je najbrž mnogi gledalci še spomnijo iz vrtca. In smo bile kot ekipa pionirk precej uspešne, tudi na nivoju Slovenije. Potem pa sem nekako s koncem osnovne šole zaključila svojo kariero in mi zato tudi manjkajo ta ključna razvojna leta športnika, ker sem se potem na strelišče vrnila v bistvu šele po zaključeni fakulteti, nekje pri 25 letih. Nekega dne mi je bilo dolgčas, sem poklicala na Olimpijo in čez 4 mesece sem bila že na prvem državnem prvenstvu v konkurenci članic, kjer sem osvojila 5. mesto. Kot ste omenila, trenutno nastopate za strelski klub Olimpija in v uvodu sem povedal, da ste na edini letošnji izvedeni tekmi osvojila 3. mesto, gre za prvo A državno ligo. Ste bila s tem dosežkom zadovoljna ali so vaši načrti višji? Prva A državna liga je tekmovanje, kjer tekmujejo ekipe 14 najuspešnejših klubov prejšnje sezone, kar pomeni, da je konkurenca, kot sem rekla, prej enotna, tekmujemo moški in ženske, kar pomeni, da 3. mesto v konkurenci, kjer so recimo 3 športnice, ki krojijo svetovni vrh, ni tako nizko. Ampak glede na to, da sem rekreativna športnica, kar se tiče uvrstitev, malo drugače upati ali pa napovedovati ali pa pričakovati, kot če bi bil človek profesionalni športnik. Na kateri svoj dosedanji dosežek pa v strelstvu pa ste najbolj ponosna? Zaenkrat mislim, da so najvišje uvrstitve 34. mesto na Evropskem prvenstvu, ki je bilo izvedeno v Mariboru 2017, pa mislim, da istega leta tudi 34. mesto na enem izmed svetovnih pokalov. Ampak ta panoga se v bistvu čedalje bolj profesionalizira, tako da tudi slovenski športniki imamo vedno več, hvala Bogu, profesionalnih strelcev, tako da je ta konkurenca res visoka, pa rezultati so vsako leto nori. Kar se tiče mojih ciljev, potem gre bolj za rezultatske nekak cilje, ker v končni fazi strelec premaguje samega sebe. Sodelujete pa tudi s paraolimpijsko reprezentanco in sicer v vlogi asistentke glavne trenerke. To najbrž pomeni priznanje za vaše dosedanje delo na področju strelstva. Ja, povabila sem bila zelo vesela. Polonca Sladič je glavna trenerka in kakšno leto pa pol nazaj je bila zadržana in ni mogla na, mislim, na 3 svetovne pokale in me je prosila, če jo lahko nadomeščam. Tako da smo bili s strelci invalidi potem v Franciji, v Osiku, pa zdaj nazadnje v Sydneyju, v Avstraliji, od kjer smo se vrnili z enim 3. pa enim 6. mestom na svetovnem pokalu in tudi 2 pridobljenima kvotama za paraolimpijske igre, ko bojo, če bojo. Sicer pa strelstvo je sestavljeno iz različnih kategorij, tudi različno orožje uporabljate. S seboj ste prinesla vašo puško, pa bi vas prosil, da malce podrobneje predstavite kategorije in pa orožje, katerega uporabljate pri nastopih. Ja, disciplin, kategorij pri športnem streljanju je ogromno, tako da v to se mogoče ne bi spuščala, bi natančneje predstavila zračno puško, 60 strelov na 10 metrov, ki je prvenstveno disciplina, ki se ji posvečam. Kot ste rekli, sem s sabo prinesla tudi
svoje zračno orožje. To je eden najnovejših modelov. Novi modeli se od starih razlikujejo predvsem po tem, da so bolj nastavljivi, da se dajo prilagoditi fizionomiji ali pa položaju športnika. Zdaj, osnovni mehanizem pa ostaja že mogoče tudi desetletja isti ali pa vsaj enak. Se pravi, puške so bile precizne že od nekdaj. Puška deluje na stisnjen zrak, ima dve namerilni napravi, niso dovoljeni nobeni rešpetini po domače, se pravi, da se tarča ne približa, ampak streljamo samo na to, kar vidimo s prostim očesom. Strelec se postavi v položaj, pomeri in pritisne na sprožilec, ki ima samo nekaj 10 gramov, kar pomeni, da je čisto lahek za pritisniti. S sabo sem prinesla tudi tarče, da lahko vidimo, kam točno merimo. To je primer ene take tarče, ki je postavljena na 10 metrov. Tudi strelec vidi samo to črno piko, čeprav je znotraj razdeljena še na več krogov. Če pa vzamem tukaj eno celo tarčo, boste lahko videli, kako velika je desetka znotraj same tarče. Gre za pikico, ki jo lahko primerjamo s pikico, če na računalniku pritisnemo piko. Se pravi, 0,5 mm je premer desetke in to je nekako cilj enega dobrega strelca. Ker so bili rezultati nekaj let nazaj tako visoki, pa je Mednarodna strelska zveza v bistvu spremenila pravila, tako da sedaj ni več dovolj, da zadenemo samo to pikico, ampak moramo zadeti to pikico zelo dobro. Pikico je namreč razdelila na še 10 krogov, kar pomeni, da je en krog, mogoče sem malo na pamet zračunala, 0,05 mm širine. In potem to izgleda tako. Tukaj imamo ene povečave ekranov elektronskih tarč, da takoj, ko se metek po domače, se pravi diabolo, dotakne desetke, je to 10:1, pa potem vedno bolj, ko se približuje do 10:9, ki je popolni zadetek in ga je zelo, zelo težko zadeti. Kaj je za dobrega strelca poleg mirne roke najbolj pomembno? Ima tudi kvaliteta samega orožja kakšen vpliv? Ja, ta mirna roka, kot ste rekli, je mogoče res najbolj pomembna, kajti praktično vsaka puška, če jo damo v šravfštok, bo naredila zelo solidno grupo. Jaz rada rečem, da strelec je v bistvu samo eno stojalo za puško. Se pravi, ko se postaviš v položaj, morajo delovati samo tiste mišice, ki te držijo pokonci. To pomeni potem, da zelo pomembne so vaje za stabilizacijo jedra, za krepitev jedra, pa potem razne vaje za ravnotežje. In to potem z pravilno tehniko umiri puško do te mere, da pride do čedalje boljših rezultatov. Drugače pa, kar se tiče same fizične priprave, smo strelci morda znani bolj po tem, da smo bolj leni športniki. Se pravi, ne ukvarjamo se blazno s kakšnimi mišičnimi vajami. Važno je, da imaš eno tako spodobno, splošno kondicijo, pa potem te specifične vaje. Omenil sem že, da ste začela svojo športno pot v Strelskem društvu Jožeta Mihevca Idrija. Še kaj spremljate dogajanje v vašem matičnem društvu in zanima me, imamo v Idriji kakšnega bodočega šampiona? Seveda z veseljem spremljam, tudi ko se z idrijskimi strelci srečamo na kakšni tekmi. Meni se olimpijci vedno smejejo, ker takoj preklopim na materinščino. Tako da ja, z veseljem jih spremljam, tudi pri meni imajo še v dobrem kakšen trening, pa me še niso poklicali, mogoče me bodo zdaj. Kar se tiče pa poimensko, je mogoče nas najbolj opozoril Adam Brložnik, ki je bil lani na državnem prvenstvu v svoji kategoriji med cicibani tretji. Letos ne vem, če jim bo uspelo izvesti zaradi situacije državno prvenstvo. Kako bi k strelstvu privabila nove strelce? Erik, tu je pa tako, da mislim, da strelcev ni treba posebej povabljati. Tu so bolj kritični starši. Otroci so zelo radovedni, kar se tiče tega športa. Starši pa so bolj
nekako previdni, ker si predstavljajo, da je to nek divji zahod. Pa potem, če pride do tega prvega treninga, vidijo, da je to zelo, zelo umirjen šport, ki tudi umirja, spodbuja koncentracijo. Tako da potem tudi otroci, ki tega niso pričakovali, ne ostanejo dolgo. Strelci smo znani predvsem po svoji mirnosti, tudi mogoče malo introvertiranosti. Se pravi, če je treba starše prepričati, je to šport, ki bo pomagal pri učenju. Sonja, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam mirno roko in ostro oko tudi na naslednjih nastopih. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih oddaj.